Ta današnja razstava je posvečena v spomin in zahvalo naši pokojni mentorci in članici Nadi Matko. Prehitro nam je umrla, nismo mogli narediti razstave takrat, ko je bila ona še živa. In smo se takrat, ko je umrla, obljubile, da bomo naredili njej v čast in pa v zahvalo. Ker je ona delovala v dveh skupinah. Ena od skupin je skupina za ročna dela Župnije Vir, ena od skupin je pa Društvo upokojencev Lukovica. Smo se odločili, da te razstavo skupaj naredimo. In smo se odločili, da naredimo samo tiste izdelke, ki smo delali z njo ali pa nam jih je ona pokazala. In smo potem ustvarjali po njenih inštrukcijah ali pa pomoči tudi, ker da še in tako vse te izdelke na novo, ker mi kad delamo pa to vse nekaj oddamo, pošenkamo in tako in je bilo treba narediti. In uspel nam je 9 mesecev po njeni smrti in včerajšnji in današnji dan je ta dan. V župniji tukaj se zbiramo naša skupina, župnik nam omogoča, da imamo tukaj delavnico, da se tukaj družimo in tukaj delamo in ustvarjamo. Seveda smo tudi iz drugih društv, se pravi, tu smo kar malo tako kombinirane skupine, ne, da delamo tudi druge in da delamo tudi znanje, pa to pridobivamo. In smo se res odločili, da izdelke naredimo resnično samo tiste, ki so nekaj povezane z njo, povezavi. Naredili smo pa tako koncept, da je en del razstava Ljugovških društv upokojencev, sredina je spomin na njo in njeni izdelki, razen tale velik aranžma smo ime naredili, in ta drugi levi del, ali pa kakorkoli se že reče, je pa ta skupina. Zdaj pa tako, stvari se, bom rekla, najbolj tako, da se pokažejo in vidijo. Jaz, ki več zelo veliko zapovedati ne bi imela, rečem pa samo nekaj. Vse, ki smo delali z njo, jo zelo, zelo, zelo pogrešamo, zelo smo bile na njo in tudi tako navezane, ker ona je bila tudi naš nek, ne samo, da nam je pokazala, ampak nas je tudi budrila in nas je stala ob strani v naših težkih trenutkih, ki smo jih imeli in tako. In to še toliko bolj čutno, da smo pač dolžni bili tole narediti. Je pa tudi to, da ker se mi zbiramo vsak petek tukaj notri in se pravi, župnik nam to omogoča, da ljudem v naši okolici in širši okolici pokažemo, kaj sploh delamo, ne? In zakaj se tukaj zbiramo. Lahko kdo rekel, ne vem, pridejo v petkih pa samo klepetajo. Ne, ni res. Mi se res pridno učimo, se učimo, prenašamo znanje, dajemo eni drugi pobudo, hodimo na razne razstave, internet, med seboj, na druga društva, da pač pridobimo, ne? Tudi, seveda, mi bomo to peljali naprej, ker je prav, da se to ohranja, da se to daje tudi mlajšim in ravno ta razstava je pokazala, kako pomembno je, da bomo začeli delati tudi z otroki, ne? Tudi v tej, rekla, v tej sami skupini, ker po drugih linijah že delamo z njimi, ne? Zelo veliko vedoželjnosti imajo, zelo radi bi se naučili, zelo radi bi ustvarjali in mi smo rekli, da bomo tudi začeli tako. Torej, jaz sem res ponosna in vesela, da nam je tole uspel, da smo tole lahko naredili tako, ko smo se zamislili, res njej v hvala. Upam, da bo njen duh še vedno živi z nami in naprej in da bomo ustvarjali še naprej. Hvala. Prosim. Ti si na Facebooku, ne? To so vse naše punce, to se pravi ali Vukovice ali pa tele Zvera, ki delamo. Še malo ostanite, da se vidite, Joži, takole, kar nekaj nas je, ne? Kar veliko, tako. Nismo čisto vse, pridajo še, ampak v glavnem tako. Torej, kot sem rekla, tako, ta sredinski del je posvečen njej in izdelki, ki so gor, so izrecno njeni, to se pravi od pokojne Nade Matko, razen tisti velike aranžma, ki smo jo pa mi posvetile. Center te razstave je pač ona in njena zapuščina in njeno delo in njeno znanje, ki ga daj mi nadaljujemo, ne? Vse, tako s skupnimi močmi. Pa če gremo kar takole po vrsti, pa tukaj začnemo, so izdelki Društva upokojencev Lukovica.
Mi smo vzeli pač vsak malo drugačno tematiko, to so mogoče bolj zahtevni taki, bi rekla, izdelki, kot so kvačkanje, rešilje, štikanje in to. Prikaz tistega, se pravim, ki smo skupaj, so one z Nado počele in je ona rada počela. En delček tukaj pokazujejo, seveda je tega mnogo več, to bi bilo za eno res veliko dvorano in veliko razstavo, vendar to pot je pač takole. Te stvari so ponovno oživljajo, ponovno se delajo, spet recimo prihaja to, zato je tudi Nada zelo spoštovala to, no, in to rada počela in ta znanje zato rada predajala drugim naprej, ne tako. Mi smo ponosni, da nam je pokazala, da je zapustila vse take stvari, evo, različne izdelke, potem so evo, ličje. To orožje z ličkanja, ne? Potem je vezanje različno, kvačkanje različno, drobno, ne? To so ure in ure in ure in mnogo resnično prečutih tudi ur nočin, zato ker to delajo večinoma za kmečke žene, ne? Ki imajo tudi še druge stvari, to se dela tudi večer in doma. Potem so to izperli recimo jajčka za veliko moč. Tudi je servetna tehnika, ki se izdela na to. In so tudi angelčki iz makaronov, na navadni žeklovini se da lepo. To je tudi prikazano, kaj vse se da narediti. Kaj vse se da narediti, ne? Da je lepo, pa včasih tudi poceni. In iz poceni stvari se da delati mnogo kaj dobrega. Tako da jaz mislim, da ne samo, da prenašamo znanje naprej, tudi pokažemo, da je stvar evo, z makaronov angelčki. To imajo za obmestiti za novoletni. To navadni makaronov za kuhanje. Tako navadni makaroni za kuhanje, in tam pokazati prav njen izdelek na koncu, kaj je ona tudi sama recimo se dobila certifikat za tiste izdelke. Takole, evo. Spomnimo, recimo, da smo delali včasih, starih so bile samo modre barva pavic. Ne vem, če se še spomnim, mladina se sploh ne, ko so bile naše babice, ne? Ni bilo, da bi bila pavice rdeče, rumene, zelene, koliko imaš zdaj vse sorte, bila samo modra. In to je za tista, ki so imeli tako lepo kuhni, ne vem, na špargotom ali pa na tem, rekli so kulonkišta, ne? Napisan, dobra kuharica in tako, samo v modri barvi. In to je tisto pravo, avtohtono, staro, tisto res, ki se dej ponovno vrača, ne? In ohranja, kar je res čudovito. No, tukaj so tudi neka mila, ki se dela, in pa to je pa ta tehnika, to je novejša, se dej dela se še vanko, kakšen prav kvačka, ne? Kakšno stvar je treba samo v živo videti, da se predstavljaš, kako se res izdela, ampak hočem pa povedati, kaj vse se da, če se hoče. Pridne roke naredijo, ima res čudovite stvari. Prav danes, ko so obiskovalci hodili in so rekli takole, da kako se vse, ne vem, da se sploh ne predstavljajo, kaj vse je možno izdelati, ne? In imeti, da so rekli, ne vem, kar nekaj, ampak meni se zdi to odlično. Če za namcem pustimo samo delček tega znanja, mislim, da je naše tiste poslanstvo izpolnjeno. Veste, en je zmeri žalosti, ki je moja stara mama šla v grob, ki je dala izredno dobro delati rože skrep papirje, mene takrat ni zanimalo, da bi jo vprašala. Kasneje sem se pa mučila in hodila sem in tja, da sem to znanje pridobila in osvojila. Mi pa zdaj bomo začeli tukaj otrokom res zaradi tega to predajati, da se bo to lepo dal naprej peljati in da bo otroci. Je pa zanimivo. Iz strani otrok je zelo veliko zanimanje, bolj kot staršev. In potem so otroci tisti, ki starše, a bom lahko in smo obljubili otrokom in res bomo z njimi pač začeli z nekim delavnicam tudi tukaj, ne, druge titak že imamo. Pa vam da je neč reklame delala, kje druge. Pridejo te verski otroci. Tako verski, bomo lokalno to pokrijemo, zato ker župnija je naša verska, ne, in bomo tukaj to počeli, ne, da za druge imamo pa druge skupine in druge stvari. Drugi župnija.
drugi tako. No, če gremo, to je ta tehnika, v take lepe darilne škatlice se lahko da, potem je to krasno darilo, a ne? Za kakšnega. To je vse kvačkano. To je ta tehnika, ni kvačkano, dela se z iglo, ki se je nabirajo na levi in desni, se pravi, to je zelo težko povedati. To je pokazati, takrat, ko bi se zdelovali, bi bilo fajn enkrat to tehniko posneti, a ne? Izgleda kot kvačkano in vsi mislijo, da je kvačkano, ne? Kvačkano je pa potem, so pa te stvari, a ne? Tukaj ima pa gospod, s katerih je Nada tudi z njimi delala in je tudi nas učil in seveda Nado, vezava knjig. Se pravi, vezava revij, ki jih že imaš, ali knjig, ki jih že imaš, in pa delanje čisto novih, recimo, stvari, da narediš knjigo na star način, se pravi šivano, lepljeno in v celoti ročno izdelano. Ne? To so krasne spominske knjige, stvari, ki jih imaš potem lahko, ne vem, ali podarjaš, tukaj not ima napisane že neke lepe misli, ne? Če to narediš, neko posvetilo napišeš, kako lepa, krasna se mi zdi neko darilo je za koga, ne? Glede to, če se ti podira svet, postani rimarski poet, na papir zli svojo dušo, preženi vso duhovno sušo. Meni se tako, lepe. No, tukaj ima tudi zgodbe Svetega pisma vezane, tukaj ima vezan ognjišče letniki razni in tukaj na koncu je ravno naša verska cerkev, ne, zato je tukaj odprta, tako cerkev Svetega Jožefa, v kateri župnišču imamo tudi mi danes tole razstavo, a ne. In tale naš župnik Pavel Hurun je pač tudi dve človeki nadaljeval, kar je prejšnji župnik Jože Tomšič začel, a ne, da se je ta skupina, on nam tudi support daje in stoji ob strani in tako. Torej, to, kar sva dela videla, je skupina za ročna dela z občine Lukovica, društvo pokojnicev Lukovica, tako se oni imenujejo. Tukaj naprej, pa daj začnemo mi, skupina za ročna dela Bir, ne, smo pa tako postavili. Začeli smo tako, da smo nekako, ali pa končali, kako se kjerega konca vzame, nek božičen kotiček. Evo so božične zvezde z nogavic, kapice iz volne, potem so taki malo bolj cortkani izdelki za novo leto, pa razni angelčki, kot smo jih pač tle naredili. No in potem iz tega dela prihajamo v neko pomlad, neko veliko nočno, tako, ne, od rožic, ptičkov, vejic, te pravi še enkrat, vmes bom še poudarila, tu nas je vse nekako Nada naučila, no, in nam pokazala, pokojna. In takole, lejte, kaj smo tudi mi njej prodali, evo, to je izličja, to je tudi meni odlična stvar, da otrokom prodamo to, pa lejte, razne veje, da se iz narave stvari dajo narediti v lep aranžma ali darilo. Zličkanja pa lišaji, ne? Tako, pa so lišaji, pa kako to so umetni, to so prav res. Tako, vse, pa kakšno rožico dodaš, pa jo narediš, pa je to vse lepo in krasno. Evo, aranžma se da, se pravi, to je iz krep papirja, ko je stara kulturna dediščina, ne, bomo vmes, aranžma se da narediti tudi v vazah, ne samo na trgovinah, ravno tako lepo, da se aranžma narediti iz nogavic, tako da je, to je malo sodobnejša tehnika, to so žice pa to, čeprav mi osebno zelo rade bolj naravne materijale, ne, ampak lejte, to je bila ona, mi je bilo všeč in to smo tako naredili in to. Evo, začeli smo tudi butarce iz krep papirja. Skrep papirja. Tako, skrep. To so dej letos, še ko mi smo na novo razvili, mi smo še čisto dodelali, nekoč bo to mnogo bolj in jaz upam, da bo nadomestilo to mogoče tudi tisto ubljanje, ne? Ubljance. Ker v končni fazi papir je tudi naravni material
in ta papir lahko čisto vrstimo v neko kulturno dediščino, ali pa rečemo, da začnemo to tukaj zdaj na novo tako izdelovati. Ne? Letos so jih te dekleta iz te skupine Zanoša dela vir že odnesla tudi k žegnu, ker materiali palce so naravne, ne padlo nič hudega, palce so naravne, tole je lahko odkoli ali pa res zeleno. Ali pa res zeleno, pravi. Tako. In so nesle in so bile vesele in ravno tako so obstojne, seveda, da še tudi drugo ne sme dobiti to. No, da gremo naprej. Evo, trobentice, pomladje, ne, rečemo, te pomladni kotiček, velikonočni. No in potem to zaključujemo, ta velikonočni kotiček, pa neki splošni tisti, ki ga je imela pa Nada najrajše in se je sploh zadnje leto ali pa leto pa pol, ki je že bila bolna precej ukvarjena, to se pravi z perlicam, z verižicam, s temi rožicami. Cekari so iz PVC plastike, iz vrečk, pa tudi iz odpadnih, recimo, lahko izdelaš, narediš trakove in skvačkaš. Evo, oreh, to so razni ti izdelki iz perlic, iz papirja, iz reklam, ne, se to že od neke druge zgodbe poznamo, pa smo tukaj tudi nadaljujemo. To pa s papirja dela. Tako, to je s papirja z reklam. Lejte, pa dobiš reklamo, da je roza, reklama v rjavem je taka, reklama v črnem je tako. Pa malo s perlice pomešaš, pa gre. Potem je les, ki je oblečen z papirno tehniko, ne? In lejte, ta les, to so tisti stvari, ki smo imeli v avtu, tako da smo masažne, ne, tisti, in se to strga, da je še enkrat uporaben, mi tudi recikliramo kar dosti, no? Da je še uporabno, pač narediš lahko lepe koralde, ne? Ja. Tako. In Timo masa in spet, evo, cekari, lejte, še tako, začele smo tudi delati iz reklam in iz časopisov razne vaze, škatlice, šatulice, to je spet tako, to je spet odpadni material, ki pa prav pride in zanimivo moram gledati, zelo obstojne so in nadomesti marsikakšno plastiko, recimo pa je dosti naravno, pa dosti bolj lepo, ne? In tukaj, ko nas skozi dan delamo linijo raznih teh grlic in stvari, mi smo pač izdelovali, tele nageljni, tole ne smo jih naredili mi. Tam, ki bom pokazala, so pa njeni tisti, ki jih je ona certifikat zagotovila, jih je pa izdelala iz makaronov. Jedilna barva, od spod je, ne vidi se, ampak je orehova lupina, tle jo ni dala, bom dala tole. V orehovi lupini daš malo maha ali nekaj in z lepilom lepo polovičke teh makaronov lepiš gor. To nas je naučila pa še mesec pred smrtjo, je rekla, to znanje, pa tudi če je certifikat in da je to njeno delo, vam bom predala še pred. Tako nismo vedeli, da je to njeno zadnjo tisto, kar nam je lahko pokazala in zato smo toliko bolj veseli, da nam je to zaupala, to tehniko, a ne? Evo, in če gremo naprej, se ta linija skozi pelje z raznimi, ker nam je krep papir tako zelo blizu, tudi pač delamo tudi. Sem vidim, da tudi z najlom nogavic dosti delate, ne? Z najlom, zato ki bo njej tako to zelo všeč, ne? In smo danes poudarili, še enkrat, poudarili smo njeno to, kar nam je ona pokazala, kar nam je ona povedala in kar je njej bilo lepo, ne? In to smo šli delali bolj to pot. Evo, tukaj je kvačka zen, ki smo ga malo začeli. Tukaj so pletene na suhanc oziroma kvačkane ogrlice. Ogrlice so pletene, so nasnute, so kvačkane, iz papirja različne, ne? Tako je ena in ista tehnika, pa na to različnih načinov se lahko pokaže. Evo, Timo masa iz žice, čist drobne žice, to je taka žica, ki izdelaš te ornamente in jih skupaj povežeš v karkoli, pač to je pa ta tatik, to je pa tisto, ki sta tam gledala, imajo iz društva upokojencev Lukovica bolj uhane, pa to, tukaj so pa dej že ogrlice, a ne? Evo, pa uhančki. To je neka tehnika, ki je dej bolj sodobna, ne, pa bolj tudi dokaj zahtevna, to se dela še enkrat podarjam z šivanko. No, nogavice, ko delaš pač ena stvar. Kjerekoli že se strgajo, pa to, ali je to mrežasta, ali je to taka, lahko nekaj lepega izdelaš, a ne?
No, začele smo in bomo tudi, ker že figurice iz ličkajna, smo pa tudi rože začele pol iz storžev, a ne? To bomo dej še le razvijale. Kakšna rožica skrepa, spet en način, spet košarica iz papirja, spet velik fimo masa, das masa, perlice, tati, kvačkano in spet perlice. Jaz pravim tako, lahko si izdelaš ogrlico za vsak polovar svojo, ne? To je tudi nekaj pomeni, tvoje delo je, imaš lahko, ne vem, 10 ogrlic in jih menjaš na vsak pač kamorkoli želiš, da ti to pristoji. Je pa to krasno darilo, ne? Nekdo, ki pač tega ne obvlada ali pa ne zna, je to fino, da mu lahko podariš in mi res podarjamo 1000 stvari. No, tukaj je pa spet, evo, rožice iz samih teh perlic, ki jih naslujem na žico. Samo iz perlic, tako. To je zelo nezamudno delo, tako ne gre hiter, ampak glejte, nastane pa zelo lepa stvari, ne? To je ena taka novoletna iz žice, da si daš uhane pa grlica pa prstani, a ne? Tako da, pa spet tatingi, a ne? Ker ste pa videli, se pa skozi dol pelejo angelčki iz teh perlic, tega je imela Nada zelo rada delala in podarjala, zato jih je tudi zelo velik, ta pot tukaj. Pa so pa pajkici, no, če ste videli, skozi dol so tudi pajkici. Pajkici so to take figurce, ki bojo otročki radi izdelovali in tole narediš sam s fimo mase ali pa das mase, posušiš. Tole je pa to iz bakrelnih žic, ne, ki dol potrgajo izolacijo. Tako da na lost pocen način lahko, seveda pa vmes kakšna perlica, da je to malo lepša, ne, da je bolj lepo pride in da bolj tako lepo postoji, da jo zauči tudi bolj. No, tukaj, ko smo delali knjige, smo tudi dali knjige, nam je ta gospod iz Lukose. Mi si tudi med sabo pomagamo z znanjem, a ne, in si predajamo, da je sploh Nade ni se moramo, a ne. Te knjige, ki smo prej tam le pogledali, taka lepa kot spomenska. Darilne vrečke smo jih tudi z Nado ogromno naredili, evo, in spet orhideje, tukaj se je mečkrat še pomladi, kot da se zaključi mačice, pozicije, evo, narcise, perlice, spet cekarji, iz plastičnih vrečk, iz ostankov vrečk, tam nekaj pisan je od WC papirja, ko dobiš vrečko, da je bolj naspod pisano, ne, da ni eno barvo, no to so pa druge različne vrečke, ki se jih, evo, spet nogavice, ker ta poudarek na nogavice je danes samo zato, ker je Nada to rada počela in delala. Potem imamo pa tukaj, še nas mi je tudi pokazala. To so še pašali. To so pašali, recimo, kako vem, no, razni, ne. Tale sicer švišne paše, evo, razne oblike. To kupiš trak oziroma tak in je potem pletaš, ko sem nogavico, sam da je to hitrej, ker se te zanke, evo, lepe stvari, ne. Tako. Tukaj so pa vzorčki, da se izdelavo, to se pa štika, luknice se naredi in se po teh luknicah veze, to so taki neke lepe, razne, pačkrat da pokažem, no. Čestitke za novo leto, za razne obletnice, za razne stvari, kaj pa vem, tole, ne. Tale sobica je strašno lepa. To so tako, špikaš in potem vezaš, ne. Vse to dela mnogo tudi ljudje. Meni so čudovite, tako so čudovite stvari, da sem jaz rekla, ko bomo tukaj delale, pa kaj bomo izdelovali za okvirčke. Ja, tako, za okvirčke, ne. Ker škoda je to nekomu poslati, pa da nekam vrže. Jaz mislim pa, če to daš v en okvirček, je pa tudi lep ali spomin ali darilo, ne. Ker gre za to, da se med sabo podarjamo. No, tukaj naprej je še tudi delček, ker nismo imeli kar stvari, še nekaj od ene od naših deklet izdelki malo rožic. Spet razne tehnike, razne oblike, vrme in bidermajerček, pa so vaze spet dve, evo ti kvačkani, pirki, se pravim, pletene kvačkane v grlice, ne. Tukaj imamo pa
kdo je na skupini za ročna dela Vir. Pa kdo tu razstavlja? Tako pa kdo razstavlja, Društvo upokojencev Lukovica, Ja, pa vi. je pa samo tako napisalo. Tukaj imamo pa evo tudi knjigo vtisov, razno, pa vam bom samo takole pokazala. Takole, pa kakšnega naključnega, če še odprem. Tukaj prosimo ljudi, da nekaj napišejo za našo mlado. Vam bom tudi, ki otroci pridejo, ki napišejo, pokazala, ker se mi zdi zelo, zelo to lepo in pomembno. Evo tukaj zelo lepi izdelki, pravi pohvala vsem, 14-leten fant. In še potem tudi je en fantiček, ne vem, če bom se ta, gledajte, vseh so mi bili pajki, je napisal. Vsej lepo, da vidi nekaj oziroma da kaj in samo bi tako všeč, da je prosil, je rekel, če lahko tudi on kot fan pride daj na delavnico, da bomo to pokazali. Gledajte, z veseljem namen takih razstav in tega je tudi to, da se ljudje navdušijo in pa da mi lahko to potem kažemo naprej. Te pravim, še enkrat, današnja razstava je pa posvečena naši pokojni Nadi Matko. To bi bilo vse. Hvala lepa. Hvala, da ste prišel. To so pa še obiskovalci in tako. Bom še zdaj poslikal. A smo tukaj? A smo tukaj? A se vsi vidimo miro? Mene retušira pa gube. Na zadnje ne smemo pozabiti povedati, da so tele vsi izdelki njeni in tele nageljne, za katere je dobila ona certifikat kakovosti, so njeni izdelek in ohranjeno in potem, da jih mi delamo, se pravi, kopiramo njene stvari. In vse stvari, ki nas je naučila, bomo nekako peljali naprej in tudi dali drugim. Ona je vedno rekla, znanje je treba predajati naprej. Tako da tole. Hvala lepa. Zadnji sem mi smo takole oglaševale same, plakate napisale same, rodile same, vse same. Nekaj nas boli minimalnimi stroški, se to lahko. In pa za čas da bi dal Sigurno, da.